Videti je, kot da bi umetnica hlastno osrkala vase vse biblijsko izročilo in z njim povezano umetnost. A pri tem v duhu vse to tudi sama doživela, docela na novo doživela in preživela, ustvarjalno, po študijskih izkušnjah prosojnem plastenju barv in zelo zares, če tudi so njene podobe v svoje prosojnosti videti porojene le kakor v hlastno nemirnem, a usrečujočem snu, v kakršnem se nam dogaja življenje, ki se porodi in ugasne kot preblisk, a lahko svetu vtisne tudi večno sled, celo tolikšno, kot jo je Kristusovo. Zato je za začetek in konec svoje slikarske kompozicije, s katero ponazarja to doživljanje in iskanje, predvsem pa uznanja čustveni izvod vsega svojega ustvarjalnega utripanja, izbrala prav srce, ki je prav toliko Jezusovo kot njeno lastno in je zato srce njeni umetnini njeno Jezusovo srce, spokojno lebdeče v prosojnem kozmosu luči, kot utripajoče znamenje ljubezni, prepasano s trnovo krono trpljenja, ki je hkrati videti tudi kot zavetni zaobjem sklenjenih dlani, v kateri so trni kot živo zavajoči prsti, ali kot planet obdan z lunarnim kozmičnim obročem. Kot figuralno izraženi simbol ljubezni pa dominira v njeni umetnosti motiv pieta z Jezusom, položenim materi na naročje, ki ga nesla tudi v 13. postajo križevega pota in v katerem je zajeta tudi vsa njena lastna ustvarjalna ljubezen do svetopisanskega izročila. Kar z dvema podobama tega prizora, modro in rdečo, zaznamovanima z materinsko bolečino, ljubezno in sočutjem, zaradi katerega je Emilijan Cevc srednjeveški motiv pieta poslovenil kar usočutno, pa je umetnica v kompoziciji svoje današnje religiozne umetnosti nekako uokvirila tudi svoj križopot, po tradiciji povezan v 14 postaj, ki jim sledi pod rešitveno vstajanje. Seveda tu ni priložnost, da bi razlagali vsako od njenih križopotnih postaj. To sem vsaj zelo skematično storil v besedilu v njeni knjigi Pot srca, z ikonografskega vidika pa je posebnosti in novosti, ki jih je umetnica vnesla v svoje pojmovanje križevega pota v reviji Ampak, označil že umetnični profesor Marjan Tršar. Omenim na le, da je Jezus Janje Vizjak sicer največkrat slikovito zobrisan in dematerializiran, a je tudi energičen in sokovito zgneten iz plasti barvnega tkiva, ki ne označuje le konkretno utepljivega telesa in prostora, marveč vselej tudi ali predvsem duhovno atmosfero, v kateri se je dogaja kot njen bolečinski človeški vzornik. Posebno živ pa njen Kristusov obraz na samostojni sliki, ki sama po sebi ni del križevega pota, a je objavljena na naslovnici slovenske izdaje knjige o njenem križevem potu, kjer je umetnica svoj pogled posebej usmerila tudi na njegovo slikovito in milo obličje, očitno že presunjeno z navzočnostjo onstranstva. Tako Jezusovo obličje, spokojno v svoji mistični prežaljenosti, očiščeno trpljenske groze in bolečine in zato tudi nazven usklejeno spokojno, v ponotranjeno zrenje zamaknjeno človeško lepoto, pa je poimenovala kar moj Jezus. Poleg tega najnovejšega križevega pota, ki sodi med naše ustvarjalno najbolj poglobljene in prepričljive tovrstne cikle, se je izvila izpod slikarkinega čopiča tudi vrsta študij zanj ter podob z ostalim Kristusom na risbah ali skicah, v katerih se iz brez prostorja že samo svetlobo izvija Kristusova postava kot pričujočnost zgolj duhovne navzočnosti, ki pušča svojo presunljivo belo sled kot svetlobna zareza v somračju ali kot nasnovno telo, ki se na njih slikovitih risbah diagonalno zaganja v breztelesnost do cele duhovne atmosfere. Na njeni sami podobi, označeni kot njen prvi križev pot, je na ploskvi v rdeči obliki križa zbrala tudi figure z celotnega križevega pota. Postaje križevega pota pa je prepričljivo izrazila kot slutne, raztapljajoče se v zlati luči, tudi slikovitostjo akvarelnih prelipov. Tako zasnovan križev pot Janje Vizjak, izhajajoč iz njenih dotedanjih Kristusov, ki jih je dojela v zmagoslavnem zanosu, a krhke, kakor luč samo, je doživeti izrazito osebno, avtentično, z vso predanostjo sporočilu Kristusove zgodbe, a hkrati povsem intimno, izpovedno in intimno, zdaj vizijsko lirično, zdaj bolj konfliktno, dramatično. Če tudi umetnica v osnovi docela sledila Kristusovi zgodbi in je že zgolj s tem vsajno zven povezana z ustaljenim načinom prikazovanja teh prizorov, ki temelji na poglabljanju v evangeliji, je njen križev pot prežet z močno, posebno vero in osebnim čustvovanjem. Umetnica nam sledeča Kristusovim sledem in nečloveškim naporom ustvarjalno govori o poti človeškega in tudi svojega zamaknenega življenja, o podobi ljubezni, ki se srčno mehkobo razžarja iz Kristusovega obličja, ter o neobdomljivem mističnem pomenu in celo zvišenosti samega trpljenja, ki vsaj v zvezi s takim možem bolečin, kot je bil Kristus, v njenih upodobitvah daleč presega
vsakršno zgolj estetsko naravnano ilustriranje ali všečno pozunanjeno likovno oblikovanje. Zato v svojo svetlobno pretanjenost hotel vnaša tudi le navzven grobo, ekspresionistično izraznost bivanske primarnosti in v pogledu na bolečine, ki krotovičijo človeška bitja, intenzivno upa na zmagoslavje večene svetlobe.